Pred nekaj meseci je šla ilustrirana zbirka pesmi za otroke Najine pesmi, ki je prvič zaživela tudi kot glasbeni album. Pesmi, ki jih je za in o vnukinji napisal Frane Milčinski Ježek, je odpela prav ona, Najina Milčinski. Tokrat je predstavila ta izvrstni glasbeno-literarni projekt v novomeškem Anton Podbevšek teatru. To je v bistvu moj tretji projekt obujanja manj znane Ježkove poezije. Najprej je bila pač ta ljubezenska poezija njegova, zdaj pa Nanine pesmi. Zdaj priznam, da sem že dolgo razmišljala tudi o Naninih pesmih, ampak nekako sem si želela, da bi te Nanine pesmi zaživele v glasbi skupaj z mojimi prijatelji. In Peter Penko je eden izmed njih in se mi zdi, da če potunkaš prijatelje v nekaj, je treba prej že nekaj narediti, zato da vejo, kam jih tunkaš. Gre za odnos med dvema umetnikoma, preplet dveh generacij, unikaten, izjemen in zato pomemben za slovensko kulturo. Pesmi predstavljajo enkraten in neskončno dragocen del slovenske kulturno-umetniške dediščine. Verjetno je to najbolj osebno, čeprav tako je. Meni so vse njegove te pesmi so mi ljube in tudi takrat, ko sem izbirala to ljubezensko liriko, sem tisto najbolj čutila. Ta je pa res posebna, zato ker pač je pisal o meni in zame. In zame je tudi to pomembno, zato ker sem jih doživela prek ust moje babice, se pravi, babica mi jih je brala. In tudi zato smo se odločili, da v resnici v bistvu damo knjigi prednost. Se pravi, najprej je knjigica, čisto na koncu CD, zato ker bi rada, da te pesmi tudi otroci spoznavajo preko svojih najbližjih, preko svojih ljubih, da jim berejo te pesmice. Ježkova poezija in zapuščina je med ljudmi še vedno zelo živa. Tako se mi zdi, da vse legendarne stvari ali pa neke stvari, ki v bistvu opisujejo človeško dušo, ne morejo umreti, ker človeška duša se skozi tisočletja ne spreminja. Kako se ga pa ona spominja? Čist kot dedka, kot nekoga, ki mi je bil topu, ki mi je bil blizu, ki se je pogovarjal z mano, tako kot en človek, se pravi proti koncu življenja, jaz sem bila pa na začetku in v tem miru sva se midva srečala. Se mi zdi tisto umestno, starši, tista generacija, v tem času mogoče malo hitreje se je vse skupaj dogaja, midva so bila pa v miru in to mi je bilo lepo. Tokrat se je v Novem mestu predstavila s prav posebnimi glasbenimi gosti, ki so dogodek še nadgradili. Danes imamo posebne goste, mojega brata Juša Milčinskega, Janeza Hočevarja Rifleta, ki sem ga izbrala, da je v tem projektu moj dedek, in Anja Pavlin. Drugače so pa z mano moj bend, Blaž Celarec na bobnih, Joži Šalej na klaviaturah in Nino Deglerija na basu. V dolenjski prestolnici se je projekt Najinih pesmi v živo predstavil šele tretjič. Zelo dobro je bil sprejeto, zdaj ravno pred kratkim smo imeli še 2 predstavitvi v Velenju in v Litiji in obakrat je bilo zelo lepo in toplo sprejeto. Nana in njen dedek sta tako sodelovala že na 3 različnih projektih. Nepozabnega Ježkovega materiala pa je še zelo veliko. Močno upam, zdaj so Nanine pesmi, kaj bo naprej, ne vem, vleče me v šansone, ampak bomo videli, kaj prinese čas. Zdaj bi rada, da čim več ljudi pač sliši in za svoje vzame Nanine pesmi. Vuh me piši, prav priznam svoj greh, naj vsem bo znano,